Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na poti do FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, ki bo seveda od 21. februarja do 5. marca prihodnje leto. Tokrat je z nami Miha Lesjak, ki bdi svojo ekipo nad tem, da naše prečudovito okolje in pa naša prečudovita narava ostane taka, kot je bila pred svetovnim prvenstvom. Lepo pozdravljen, Miha, dobrodošel v Planici. Lep pozdrav. Planica je ob Triglavskem narodnem parku, edinem narodnem parku v Sloveniji, kjer je varstvo narave in sožitje temeljni cilj. Naš cilj je ustvariti skoraj ničelni dogodek z najmanjšim možnim ogljičnim odtisom. Zdaj pa vprašanje, kakšni pa so ključni ukrepi, da to dosežemo? Seveda, dobro vprašanje. Trajnost je seveda v Sloveniji in nasploh v našem okolju vedno na prvem mestu. Bi se pa navezal, da torej Planica v tem okolju seveda svojo tradicijo že vrsto let upošteva tudi vsa trajnostna načela in se povezuje z lokalno skupnostjo in seveda omogoča prireditev, takšno kot ste rekli, torej blizu ničelnega ogljičnega odtisa. Zadnja leta predvsem je velik poudarek na trajnostni mobilnosti, velik poudarek je na odpadkih, torej kako jih preprečiti in kako jih seveda reciklirati ustrezno, kako tudi z močjo prireditve kot take komunikacijsko nagovarjati obiskovalce in tudi ostale, da se trajnostno obnašajo v Planici. Torej, če povzamem ključne ukrepe, ključni ukrepi bodo seveda vezani na preprečevanje plastike za enkratno uporabo, kar je na dogodkih seveda zelo pomembno in postaja tudi zakonsko stvar, ki jo bo potrebno upoštevati. Planica bo torej tudi prvi večji dogodek, kjer bomo poskušali se izogniti plastiki za enkratno uporabo. Seveda na ostalih področjih odpadkov, potem trajnostna mobilnost, kjer poskušamo narediti dogodek s čim manj ogljičnega odtisa. Nadaljnji ukrepi pa so seveda tudi te komunikacijski, kako nagovarjati obiskovalce, da kar se naučijo v Planici, vezano na trajnost tudi potem prenašati domov. Miha, skupaj s partnerjem Stora Enso ste pripravili tudi program ravnanja z odpadki. Kako boste motivirali obiskovalce svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, da skupaj ustvarimo dogodek brez plastike za enkratno uporabo? Torej plastika za enkratno uporabo je tista, ki bo še imela posebno vlogo. Torej najprej bomo to začeli z komunikacijskimi orodji, torej kako predhodno razložiti obiskovalcem in ostalim, ki bodo v Planici v tistem času, tudi športnikom, da je plastika za enkratno uporabo torej nepotrebna in jo bomo z aluminijastimi, biorazgradljivimi in ostalimi lončki in ustrezno infrastrukturo nadomestili. Seveda pa ne bomo pozabili tudi na ostale odpadke. Torej, brez plastike za enkratno uporabo v fokusu, ostalo pa tako, kot je bilo tradicionalno. Torej, zmanjševanje odpadkov, reciklaža, poseben poudarek bo pa tudi na odpadni hrani, torej kako vključiti lokalne verige in kako potem nekako tudi zmanjševati odpadno hrano na samem dogodku. Vsi se zavedamo, da gre za zelo velik dogodek, velik zalogaj tudi za catering. In odpadna hrana je tudi tista, ki povzroča zelo veliko ogljičnega odtisa in zato se zavedamo, da moramo tudi na tem področju poleg, torej kot smo že omenili, plastike za enkratno uporabo, dodajati tudi ostale vse ukrepe, ki bodo potem skupaj tvorili to trajnostno planico, zeleno planico, ki bo obiskovalcem prijazna in na koncu bila blizu ničelnega ogljičnega odtisa. Miha, tudi mladi okoljevarstveniki nas vedno presenetijo s svojimi nadebudnimi idejami, projekti, kako ohraniti naš planet čist, zdrav za prihodnje generacije. Kako jih boste vključili v največji športni spektakel v zgodovini Slovenije? Ja, mladi so nekaj, kar si seveda tudi mi želimo, da jih naučimo za prihodnost in mladi mislim, da razumejo skoraj boljše trajnost kot mogoče starejši včasih. Letošnja novost bo to, da smo se povezali z organizacijo Ekošola, kjer bomo izvajali poseben izziv. Ta izziv bo vezan na naslov, ki nekako gre takole, kako postati okolju prijazen navijač. Torej, da bi mladi osnovnošolci v svojem izzivu, v svojih okoljih razvijali razmišljanja, kako priti do Planice, torej trajnostno, recimo, če vam dam primer, namesto z avtomobilom, z javnim prevozom, najboljše z vlakom. Potem kako recimo mogoče iz Kranjske Gore namesto z javnim prevozom spet ali organiziranim prevozom priti peš.
Torej zmanjševati recimo na področju trajnostne mobilnosti svoj ogljični odtis, potem kako se obnašati v sami planici, kako delati čim manj odpadkov, in oni bodo s tem svojim izzivom podali tudi neke smernice. Da še dodam, Planica tradicionalno organizira četrtke za otroke in že tam je ta neka navada, torej mi bomo samo to zdaj dodali in v bistvu preko tega tudi potem sporočali naslednjim generacijam, ne mladim, tudi vsem ostalim, da so mladi postavili neke nove smernice, katerih se naj držimo in s tem tudi postajamo bolj trajnostni navijači. Mogoče bi samo še dodal, da je pred točno 10 leti Planica tudi začela projekt z Umanotero, torej Čista zmaga, je nastal priročnik, ki govori, kako organizirati športne prireditve z čim manj odpadki in čim bolj trajnostno. In mislim, da je to nadaljevanje zelo pomembno in mi se ga bomo držali in zavedamo se, da je trajnost eno ključno področje in zato se veselimo teh izzivov, ki bodo, ampak verjamemo, da jih bomo tudi uspešno reševali. Miha, kako pa lahko vsak od nas prispeva k varovanju okolja in pa doprinese k doseganju zastavljenih ciljev? Ja, mislim, da je ključno to, da smo vsak dan trajnostni, da ni dogodek tisti, ki nas dela trajnostnega. Se mi pa zdi, da ima spektakel, ki se bo zgodil leta 2024 v Planici, tudi to komunikacijsko moč, da lahko preko teh trajnostnih vzgibov, ki se jih bomo držali in vzvodov, seveda, ki bodo v Planici, nagovarjamo posameznike, da določene stvari ali pa vse tiste, ki jih bomo mi tle predlagali, delajo tudi doma v svojem okolju. Ker če jih počneš v svojem okolju, si potem dejansko kot predstavnik družbe tudi bolj trajnosten in na dolgi rok mislim, da nas samo to rešuje in mislim, da lahko Planica torej svojo komunikacijsko močjo in svojimi zgledi, ki jih bomo naredili, vpliva tudi na to, da bomo v bodoče bolj trajnostno razmišljali in postali bolj trajnostni navijači in tudi posamezniki v družbi. Miha, se pravi, na koncu lahko dodava, poleg tega, da ostanimo zdravi, ostanimo tudi trajnostni. Seveda, zdravi in trajnostni. Hvala lepa in veliko uspeha tebi in vsej tvoji ekipi. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, še enkrat lepo pozdravljeni in lepo povabljeni na FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023.